Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. V tokratni oddaji se bomo sprehodili skozi zanimivo življenje naše tokratne sogovornice, ki nas je povabila v svoj dom, svoj kotiček, Sabine Karaman. Sabina, živjo. Živjo. Jaz sem že odtekel danes 10 kilometrov, kaj pa ti? Tudi še ne. Še bom, ker sem iz službe. Aha, te še čaka to. Tako. No, naju nekako povezuje tek, na teku sva se spoznala in skupaj takrat pravzaprav, ko sva se spoznavala, ko sva postavljala rekord. Ja. Veš, na kaj ciljam? Vem, tudi na zasavski humanitarni tek, ki je potekal predlansko leto, ko sva pretekla 108 kilometrov. In to je rekord štadiona na Rudarju. Ja. Imela sva pa plan takrat 120 kilometrov. Ja, drži. Samo naj je malo ura ustavila. Ura je še kaj drugega ustavilo, kaj praviš? Mene ura. Saj bi se šlo, ne? Bi. Saj, če je enkrat 108 kilometrov, gre tudi potem še 12, ne? Gre. Čeprav se ob koncu se kilometri vlečejo, tudi krogi, ne? Tako. Ja. Sabina, ti si medicinska sestra. Res je. Hodiš še tudi v šolo, ne? Da boš na koncu postala potem diplomirana medicinska sestra. Zdaj, v kakšni družini si ti odraščala? Je bila to športna družina? V bistvu je bil samo oče športnik. Sicer je nogomet igral na Rudarju v Trbovljah. Pol je pa začel teči pa kolesariti, no. Drugo pa noben. Kaj pa brat? Ne, je bil kaj športnik? Je kaj športnik? Ne. Mami tudi ne, ne? Ne. Sta pa, ne vem, oče vem, da je glažutar, ne? Da v Hrastniki rečejo glažutar, drugače pa do upokojitve je delal v hrastniški steklarni. Ja. Si bila kdaj v steklarni? Že, ja, ko sem bila v osnovni šoli. Te je mikalo, da bi šla po njegovih poteh? Ne. Ne? Ne. Kaj pa mami? Mami je pa delala v jutranjki kot šivilja. Aha. In te tudi to ni mikalo? Ne. Kako to, da si se potem ti odločila za takšen poklic, ki ga zdaj upravljaš? Je bil to prvi poklic? Ne, jaz sem končala najprej trgovsko šolo, ekonomsko. V Zagorju? Tako je. Pa se potem nekako nisem našla v tem poklicu. Sem se potem odločila za zdravstveno, tako da sem pol ob delu tudi hodila naprej v zdravstveno šolo. Zakaj zdravstveno? Ker sem že sama športnik in se veliko več dogaja, veliko več gibanja, veliko več vidiš, naučiš, to me je v bistvu tudi pritegnilo pol. Najbolj me pa pritegne tudi to, da pomagaš drugim. Aha. Kje vse si delala v tem, recimo, kratkem obdobju poklicnem, kar se tiče zdravstvene? Kar se tiče zdravstvene šole, sem delala na Pacientu v Ljubljani. Kaj je to? Reševalna. To je pa prav posebno, ne? Ja, z reševalne sem pa pol šla v Klinični center Ljubljana, na kardiološki oddelek. Daj mi malce povej to o reševalnem vozilu. Je to stresno? Si ti šla z ekipo kako nesrečo? Ja, smo tudi hodili. Bilo je stresno, ampak se s časoma navadiš. Jaz sem pol bila bom rekla, prisiljena poiskati si službo zaradi zdravstvenih težav, bom rekla, ker sem dala čez 3 operacije pol in sem pol mogla si iskati drug poklic oziroma drugo delovno mesto. Tako. In našla si ga potem v Kliničnem centru na oddelku za kirurgijo srca in ožilja. Lahko službo, ko prideš domov, pustiš v Ljubljani ali kaj domov nosiš? Ne, to ni možno. Takšna služba, mogoče, vsaj jaz osebno jo ne morem. A se
pogosto zgodi, da se srečaš s smrtjo? Kako to vpliva? Pravijo nekateri, da se sčasoma na to navadiš. Se sploh da to navaditi na smrt? Zdaj tako odvisno, mogoče tudi na populacijo. Ali je to mogoče starejša populacija ali mlajša populacija. Seveda, ne vem, mlajša populacija pač človeka bolj prizadene kot starejša populacija. Pač pri starejši populaciji si potem včasih rečemo, je že bil bolan, pač je tako moglo biti. Pri mlajših si pa to v bistvu tudi ne znaš pol razlagati, zakaj je vzrok smrti bil. Na kakšnem oddelku pa delaš zdaj? Si bolj v ambulanti, na oddelku, tudi v kakšni operacijski dvorani? Zdaj sem trenutno na oddelku v kliničnem centru. Gremo pa tudi pač v operacijsko. Zadnjič sem šla v operacijsko, pa smo gledali pač operacijo pa tako. A to je nekako učenje? Tako. Aha. In če zdajle takole pomisliš, da pride v operacijsko kakšen prijatelj, recimo jaz, bi imela kakšne zadržke, bi se izločila ali pa mogoče mami, Bog ne daj, no, ampak. Pri bližnjih, pri osebah, ki so mi blizu, se ne bi izločila, bi jih hotela biti zraven. Aha, ker da vidiš, Tako. kaj se dogaja, da nisi potem živčna tam nekje v ozadju. Tako. Jaz bi se pol, karkoli bi bilo, bi se pač, vsaj jaz, bi se pol počutila krivo. No, ti vmes, kolikor se spomnim, ali pa sočasno si bila tudi taksistka, ne? Ja, to sem pač opravljala med delom. Kako pa to? Je bilo to, ne vem, avantura, zaslužek dodaten? Pa, bom rekla tako, vsak denar pač, vsak evro prav pride, pa ne vem, delala sem v bistvu zato, ne vem, da sem si tudi stanovanje kupila, da sem si ga opremila po svojih željah, kot sem si želela, tako da rekla pa zdaj pa tudi časa nimam več toliko pač, ker ne vem, sem že toliko padla v šport, služba in ker jaz pač poleg športa imam še, ne vem, hribolazenje, kolesarjenje, zelo rada fotografiram, tako da. No, se tega se bova še dotaknila. Ni časa. Poleg tega pa tako greš vsak dan, se sedeš iz Hrastnika v avto, In se peljem v Ljubljano in pelješ v Ljubljano in nazaj, tako da je kakšna taksi služba še dodatno potem, ne? Ne. Skoraj da ne pride več v poštev. Ne. Kakšen pa je kolektiv? Kako se je recimo v kliničnem centru življenje, utečene življenje spremenilo, ko nas je obiskal ta kar precej nevaren pa zahrten virus COVID-19? Bom rekla tako, mogoče na začetku, ko je bil prvi val epidemije, so bili še vedno ukrepi, ampak se nekako nismo mogoče toliko držali, kolikor se držimo zdaj v drugo. To govoriš v bolnici, ne? Tako. Jaz osebno sem ga že prebolela, vendar ne v prvem valu, ampak zdaj pač v drugem. Okužila sem se pač na delovnem mestu v bolnišnici, pač na oddelku. Se je pa kar dosti spremenilo, sicer so se tudi potem zmanjšale število operacij, tako da se pozna. Bolj se je podredilo delo covidu. Tako. Ja, kako si pa ti se soočila s to boleznijo? Si kmalu ugotovila, da s tabo nekaj narobe? Kako je šlo? Jaz sem bila najprej 7 dni v karanteni in teh 7 dni v karanteni je meni bilo mučno, zato ker sem se počutila pač v redu. Nisem čutila pač dejansko nobene spremembe na meni. Karantena je za tiste, ki so v stiku z okužbo, niso pa še sami oboleli, ne? Tako. Za tiste je samoizolacija potem, ne? Res je. Samoizolacija v bistvu, ja. Jaz takrat tudi potem sem se izločila od vseh, mislim tudi od staršev potem, nisem šla na obisk, sem pač bila doma sama 7 dni in je bilo težko, no, ker počutila sem se v redu in bi pač šla najraje ven in pač tečta, ne, ampak nisem smela. Si se držala? Po 7 dneh sem pa šla na bris, isto 7. dan je bilo vse v redu, ni bilo nič narobe, sem se v redu počutila. Ko sem prišla domov, me je glava začela najprej boleti. Iz službe domov? V bistvu, ko sem prišla, ko sem dala brisa, ne.
saj sem ga dala itak v Ljubljani v službi. Me je najprej glava začela boleti, bila sem že itak prehlajena, in sem pol mislila, okej, pač od prehlada, a ne. Potem kar naenkrat ni vonja in okusa in sem se Aha, to je tolažila. In sem se spet tolažila, pač okej, prehlad, a ne. Po me je pa zebsti začelo, je pa bila vročina 39, 40, tako. Saj sem pol nekako zbila vročino dol, ampak pa potem isto spet gor naraste. Tako da sem se vročino soočala kar ene 7 dni, no. A vmes si pa že bila potem testirana, da si pozitivna na koronavirus? Ja, ja. Potem zvečer, isti dan, 7. dan zvečer, me je klicala sodelavka domov, in je pač rekla, da sem pozitivna. In kako je ne me takrat? vprašati, kakšen je občutek, ker je grozen občutek, ko izveš, da si pozitiven. Kaj? Strah? Kaj bo? A Ne, si v koga bistvu, okužila? v bistvu bom rekla tako. Jaz sem se, da sem koga okužila, se nisem bala, ker vem, da sem bila takrat samo v službi in kar sem pač hodila ven teč, tako nisem še bila v samoizolaciji. Potem, ko sem izvedela, da moram biti v samoizolaciji, sem se itak izločila in pol vem, da nisem bila v stiku z nobenim, razen pač v službi. V Tisti dan, trgovino, ja. tako, v trgovino tudi pač načeloma sploh ne hodim, ker imam pač zalogo doma, razen pač, kar je bilo treba, ne vem, pol. Jaz osebno sem se jokala, ko sem izvedela, da sem pozitivna. Ker ne vem, pač čuden občutek je. Strah potem nekako dobiš, tako da Pa vedela si, grozen. da 14 dni najmanj, ne? Ja. Doma. tako. To je v bistvu zame bil še, verjetno je bil to tisti šok, da sem se jokala. Nisem pa sigurna. Potem si sporočila svojcem, mami, Tako staršem. seveda, ja. Tudi Pa sem šok? pač- Tudi pri njih šok? V bistvu Ne. nekako bom rekla tako, oni so v bistvu tudi tako nekako, vsak dan so bili v tistem strahu. Kaj Če bo? bom kje dobila, bom dobila pač v službi, ne bom, ko bom šla teč, tako itak tekla sem sama, ne, tako da sem vedela, da tam ne bom. V hribih sigurno tega ne bom dobila, no, tako da, ja. In potem ta vročina, ne? In potem ta vročina, potem me je začelo v prsih tiščati, dihati nisem mogla, pod levo lopatico me je bolelo, grozno. In kaj si takrat pomislila, bo treba po telefonu poklicati Ja, reševalno v bistvu ekipo? tudi to se je pol naredilo, no, da sem pol klicala v Trbovlje, pač na urgenco, no. Nisem se mogla sama peljati, pač, ker sem bila čisto brez moči, utrujena, mišice so mi bolele. Če se malo pošalim, me mišice toliko po najinih 108 kilometrih niso toliko bolele, Ja, kakor ker so me midva zdaj. sva drug dan šla, ne? Kakor Jaz na so me Nivo, zdaj ti pri pa covidu. na kolo, ne? Jaz sem šla tudi polaufat po 100 Aha, kilometrih, še celo ja, to, še ja. naslednji dan, tako. Tako da res me toliko mišice niso po 100 bolele, kakor so me takrat. In kaj so ti, si merila? Saturacijo sem kisik, imela nekako 88, tudi na 85 je prišla. Zdaj no, za tako da tiste, ki to ne vedo, 94, kar je nižje, je že slabo, ne? Je že slabše, ja, nekako do 93, 92 je v bistvu nekako še meja, no. 100% je pa itak Najboljš, ne? zdrav človek. 88 je pa, Je pa že prenizko, je pa že ja. na poti v bolnico, pravijo, ne? Pa Ali pa, nekako tako, ja. da je že dobro, da Tako. greš malce se nadihati, Tako. kisika, Verjetno sem pa rabila gorski zrak, no, pa bi mogoče tudi pomagalo. dvignila saturacijo, sam pač nisem smela. No in kaj je bilo potem tam na urgenci? Nič, pa so mi v bistvu odkrili covid pljučnico, A še to? kar je pa res, da je pa ista pacientka, pač od katere sem se jaz okužila, kar vem, da sem se od te pacientke okužila, ker takrat ni bilo nobenega pozitivnega na našem oddelku. Je tudi ona prebolela covid pljučnico, tako kot jaz, ker ona je pač nam prišla na sprejem. Ona je bila pač moja pacientka, jaz sem jo vodila. Bila sem, Z ne vem, masko? Tako, imela sem vso zaščitno opremo, očala, rokavice. Sicer rokavic tudi ni potrebno uporabljati, če ne delaš nič kaj takšnega. Mi sploh nismo vedeli, da je ona pozitivna, ona je potem naslednji dan začela kašljati pred operacijo. In smo ji pač najprej bris vzeli in izvedeli, da je pozitivna. Tako da. Aha, torej
si vedela, kaj te nekako čaka? Ne? Nekako sem domnevala pač da bom mogla iti v samoizolacijo, pa sem upala, da ne, ampak Kako je bilo potem z dihanjem? Zdaj, ko so ti diagnosticirali COVID pljučnico? Nekako po operaciji sem še imela z dihanjem težave. Bom rekla, najbolj težave sem imela pol po noči, ko sem se ulegla. Čakaj, po operaciji si dejala? Po operaciji, se opravičujem. Po covidu, no, bom rekla, ko sem ga že prebolela, ko je že minilo 10 dni. Sem imela največje težave zvečer, ko sem se ulegla. Sem čutila, kot da bi imela neko utež na prsih. In mi v bistvu tudi sploh ni pasalo ležati, ker me je pač tiščalo, nisem mogla dihati. Pol si nekako vzglavje majčkeno dvignila, da je bilo boljše. Je pomagalo, če si zazehala, da si lahko bolj s polnimi pljuči? Nisem mogla tudi takoj zajeti zraka. Zraka nisem mogla takoj zajeti. Kaj pa potem tudi se pojavi panika? Kaj je? Strah? Bo boljše? Ne bo boljše? V bistvu nek strah se je pojavil, ko sem čutila pač bitje srca pol že v tem momentu, no. Sicer ga ne čutimo, ne? Tako. Ga ne zaznamo. Ja. Vemo, da dela, ampak tiho. Res je. Tudi potem, ko sem jaz sicer že mesec in pol sem bila pač takrat na bolniški, tudi malo prehitro sem šla v službo. Pač ker sem sama želela, bom rekla. Ker sem si pač zaželela iti ven, športati. Nisem mogla lavfati, ker nisem mogla dihati. Sem se zelo hitro zadihala, ne vem, v prvo nadstropje je bilo grozno, sem se mogla ustavljati. Si po 3. nadstropju, ne? Doma? Ja, drži. Tega sploh omenjala ne bi. Do 3. je bilo tudi težko, kar prideti, sem po mojem se 21-krat vmes ustavila. Za ultramaratonko, ne? Za ultramaraton bom pa rekla, da sem se pa že začela pripravljati. Tako da bom rekla zdaj, z dihanjem težav več nimam, mogoče občasno, da še čutim kakšno tiščanje v prsih, mogoče je to znak kakšnega straha ali pač karkoli. Tesnobe. Tako. Imam pa še težave, da mi pa pulz majčkeno med športno aktivnostjo narašča. Imaš visoko, ne? Tako. Visokega, ne? Tudi 190, ne? Včeraj sem ga imela po 23 kilometrih pretečenih kilometrov, sem ga imela 193 povprečno, tako da. Sicer ga pa imaš? Tako, 160 med športno aktivnostjo, v mirovanju sem ga prej imela. Tisto dolgotrajno športno aktivnost. Tako, v mirovanju sem ga pa imela tudi na 39. Ko si spala, recimo, Tako, ne? tako. Ta ura ti kaže, ne? Ja. Spiš 100 uro. Spim z uro, ja. Ja. No, preden sva začela, si rekla okrog 70, tudi to je bistveno več, ne, kot si imela prej, ne? Tako, Ne? tako. Prej si imela verjetno Ja, prej sem imela, ko sem sedela, ultramaratonka 50, ne? prej, ko Tam sem nekje. sedela, je bilo okoli 70, ampak zame, ko sem športnica, pač je to malo preveč. Bom rekla pa za normalnega človeka od 60 do 80 utripov na minuto je to čisto normalno. Za tebe, za vse tiste, ki se pa z ultrašporti recimo ukvarjajo, imajo pa že tako ponavadi tam do 50, ne? Tako, tako. Manj, ne? Ja, 55, 50, tako približno. Kaj pa pritisk srčni, ta tlak, to je bilo normalno? Je v redu, je v redu. V bistvu imam vedno bolj nizkega, ampak jaz se zelo počutim. Res, da je v tem času zima, ko si ti nekako prebolevala COVID, pa potem, ko si se vrnila ven. Kaj pa kolo? Si šla kaj v tem času tudi na kolo? Je lažje kot recimo tek? Ven sicer nisem šla na kolo, imam pa pač doma trenažerja in sem si pač cestno kolo specialko prinesla v stanovanje. In sem njega pač doma, seveda ne med covidom, ker to pač ni bilo zmožno. Tudi pol po covidu ne takoj, ampak počasi sem začela, ne vem, pol po 2 mesecih, sem začela pol nekako najprej kilometre nabirati na kolesu. Je bilo pa lažje, no. Lažje. Tako. Vem pa, da zelo veliko hodiš tudi v hribe, tudi v tem korona času si nas velikokrat razveseljevala z jutranjimi posnetki, pa tudi včasih kakšnimi nočnimi iz kakšnega zasavskega vršaca, ne. To je pa šlo? Z ustavljanjem pač vmes.
Sedaj, ko sem že 3 mesece po prebolelem covidu, pridem tudi na Zasavski hrib, bom rekla, brez ustavljanja. Aha, že Tudi, gre. ne vem, 23 kilometrov, zadnjič sem tekla 30 kilometrov, pač treninga, ne. Je pač šlo brez ustavljanja. Ampak Torej se počasi sestavljaš, ne? tako, Aha. tako. A si bila ti vmes, ko je bilo najhujše, ko si šla na urgenco, tudi kje na kisiku? Kje na dodatnem kisiku? ja, Ne na majčkeno kisika ventilatorju, sem ampak imela. na kisiku. Tako, majčkeno kisika sem imela, ampak se je pol izboljševalo. Aha. Pa pomaga to, ne? Pomaga, ja. Da se malce predihaš, ne? Tako. Ampak to ne pomeni, da si cel dan, ampak za kakšno uro, Ne, ne? pač 2 tako, urici. ja, za kakšno uro, ja. V sami bolnici pa nisi ostala, Ne, ne, ne. si kar sama poskrbela. Tako. Kako je bilo pa z apetitom? Zdaj, kolikor vem, si ti vegetarijanka, ne? Ja, Zdaj, koliko si kuhaš bolj vegetarijanske jedi? tako, vegetarijansko, ja. Kako je bilo s tem? Si takrat sploh kaj Bom rekla kuhala? tako, jaz, ko sem pač bila kužena, Najbolj šoh. nisem niti imela apetita za jesti, bom rekla. Tako da ne, med covidom nisem v bistvu sploh kuhala, ker niti nisem mogla, tudi apetita nisem mogla, edino pač, kar mi je pasalo piti, vse ostalo ne. Te je kaj pobralo? Kilaža? Že tako te ni nič, ne? Takrat me je sicer 6 kil, ampak... Še vedno 6 kil? Ja. Sicer sem pol nekaj vmes nazaj dobila in pol, ko sem nazaj začela športati, sem pa itak nazaj vse izgubila, tako da... Malo izgubiš mišično maso, Ja, ne? ja, mišično maso izgubiš. Sicer se pa telo zapomni, ampak mi v glavi pa tega ne vemo. Daj mi to malce razloži, kaj si telo zapomni? Telo si zapomni, kaj si ti do zdaj počel. Aha. Ampak ko si bolan, v glavi si ne znaš razložiti, da si je telo zapomnil in se potem v bistvu samo ukvarjamo s tem, kako bom začel nazaj. Tako da jaz sem si v bistvu postavljala kar parkrat vprašanje, kako bom začela nazaj. Ampak je šlo to lepo? Moram biti, sem bila presenečena, res. Da je to, kar gre, Ja, da prideš ja. na Tako da tisto. zelo Verjetno je pa to tudi malce z leti. Zdaj, verjetno pri mojih letih, ne, Ja. 50 plus, Ja. je ipak verjetno malce drugačne kot pri tvojih. Tako drži. Ne vem, 30 plus? Kaj 90? Ne, 30. Ja, Okrogli. okroglih. aha. Tako. Jutri bom 31. Lepo. Mogoče, da, mislim, seveda razlika v letih, bom pa rekla tako. Vsaka čast tistemu, ki se sploh spravi ven, obuje superge in gre ven. Aha. Pa opažaš, zdaj, dobro, jutri bo stara 31 let, ne? Vse najboljše. Hvala. Opažaš, da je teh, ki se spravijo ven, več, kot jih je bilo nekaj let nazaj. Pa mimogrede, jih je več v tem času korona krize, ne? Kot jih je bilo pred tem. Mislim, da jih je sedaj več. Pa bom tako rekla, tudi nešportniki so ratali športniki, ker opažam, da so zasavski hribi zdaj kar dosti oblegani. Pa mogoče ne samo zasavski hribi, tudi kateri drugi. No, Sabina, ti si prej, ko si govorila, da si eno službo zamenjala tudi zaradi operacij, ki si jih imela kar nekaj, ko sva se nekako midva spoznavala, ne vem, 3-krat ali pa 2-krat, 3-krat na leto imava srečo, da greva na kakšen skupen tek. Seveda se prve kilometre še kaj pogovarjava, potem Tako, pa potem znava utihnemo. utihniti, ne. Nekako sva kar dobra partnerja za teč, ne. Tako. Veva, kdaj je treba biti tiho, ne. Ker pri govorjenju gre zelo veliko energije, ne. Tako, res je. No, rekla si nekaj operacij, jaz vem za pruh, ne. Ja, Sem ga tudi sam imel, ne, Tako. dimelskega operacijo in vem, da sem šel tudi prekmalu na nogomet in sem čutil posledice potem na hrbtenici, ne, ker ti vmes oplahnejo mišice, ne. jaz sem to šla prekmalu Tudi, ne. in sem jaz sicer pruh ponovil. Aha. Potem, ker sem začela tudi prekmalu teči, verjetno, ker se nisem znala ustaviti, sem si potem zlomila stopalnico.
To je pa Verjetno me ni znalo preveč drugače teka, ne? ustaviti. Ja, verjetno me ni znalo drugače ustaviti. Sicer me je bolelo, ko sem tekla pač po operaciji bruha, šla sem, ne vem, mislim, da 3 tedne po operaciji sem šla pač takoj itak laufat. brez Bolelo me mišic, je, mimogrede, brez hrbtnih, mišic, pa tako, ja. trebušnih mišic itak ni bilo. Bolelo me je, ampak sem si mislila pač, okej, to je še od operacije. Počutila sem se v redu. Kilometri so se nabirali, in se verjetno nisem znala sama ustaviti. Me je pa pač poškodba potem. Potem je sledil itak gips, a ne, pa bergle. Še pred tem sem Ampak pa verjetno dala... potem spet nisi čakala dlje, kot so ti Ne, predpisali. če sem iskrena, sem si ga dala dol doma. In pol, ko sem šla na kontrolo, sem si ga dala nazaj gor. Aha, si petrigala. Tako. Ampak zacelo se je vseeno. Vse je, ne? In danes še vedno lahko tečem. Upam, da tega ne bom več ponavljala. No, potem pa še slepič, ne? Ja, pred vsem tem sem pa bila še, ja, pred bruhom, in poškodbo noge, sem pa še slepič operirala. Ja, in tudi tam potem V nekaj bistvu, časa ne moreš bruh se mi je ponovil v bistvu, mislim, prvič, ko sem bila bruh, se mi v bistvu zaradi pač slepiča, ne, niso bile ojačane trebušne mišice, začela sem delati, potem spet po operaciji, težko dvigovanje, pač že sama postelja v reševalnem vozilu je težka. in poči, ne? Ja, trebušna stena je Ja, in tenka. potem je treba dati mrežico, ne? Tako. Sicer jaz nimam. Jaz se pa imam. Menda Tako da, pomaga. Zaenkrat, če drži. No, meni se pa še lahko ponovi. Ja. Upam, no. da pri teku ne. No, potem pa seveda sva se pa začela midva, leto 2019 je bilo, pripravljati na ta 120-kilometrski tek, zasavski humanitarni tek. No, potem sva 108 odlaufala, ampak vmes si imela ti kar precej smole, ne? Najprej kar hude težave s stegensko mišico, ne? Tako je, Šla sva skupaj na 10 in nazaj grede. Ne, ni bila 10. Je bilo več? 15 kilometrov 15 je bila. Tako, 15 kilometrov je bilo. No. Ker imam svoje tekaške oziroma svojo progo zelo dobro poznam, tako da vem, koliko kilometrov je. Hrastnik, rimske, kako? Hrastnik dol proti Zidanemu mostu. Pa tudi zdaj bom rekla, bom začela malo spreminjati lokacijo. Tako da jaz sem že en dan predno sva midva šla teč 15 kilometrov, čutila pač, da me boli, ampak... Pa mi nisi povedala, ne? Ne, sva šla pač teč, ker jaz sem pač, kar rečem, pač to tudi naredim. Pa verjetno si vedela, če bi mi povedala, da pa jaz potem ne bi šel, ne? Ja, to pa sigurno, da. Da te ne bi uničeval, ne? Ti bi me zaustavil. Ja, pač, jaz bi rekel, kako jaz rečem, grem jaz sam. 3 tedne mora telo počivati. počivati po kakšni natrganini, ne? Tako. Manjši. Jaz sicer nisem pol dala mir, nisem dala mir. Sva odtekla teh 15 kilometrov. Potem si šla na razne fizioterapije in tako naprej. Tako, mislim, fizioterapijo je pomagala, ampak ni to pač bilo. Najbolj je v bistvu pol pripomogel počitek in... Zaceliti se mora. Tako, in počitek je v bistvu bil 6 mesecev. No, in potem, ko si bila ti že skoraj fit, si bila na kolesu. Tako, sem bila na kolesu in me pokličeš potem iz Sevnici. bolnišnice Trbovlje. Ali sem jaz tebe poklical ali pa ti mene? Ne, nisem bila v bolnišnici Trbovlje, ampak samo slikat sem šla, je bila pa rebra počena. Me je pa avto zbil v Sevnici. In je šlo kolo in tvoja rebra, ne? Tako, ampak kolo smo pol popravili. In takrat sem jaz rekel, če ti ne boš, bom pa jaz, ne? Tako. Ampak si se sestavila. Tako, in sva skupaj odtekla. To je bilo kar težko se sestaviti, to je bilo okrog maja, ne? V bistvu bom rekla tako, malo sem se bala, no, ker sem si tudi po eni strani zelo želela, ker je bil to prvi humanitarni tek s tabo, ki so ga skupaj odtekla, zato sem si ga v bistvu tudi še bolj želela, ker pa jaz obožujem ultramaratone, bom rekla, sem si ga še toliko bolj želela. Ampak nekateri pravijo, vse ste norci, krogi, ne, atletski krogi. Tako. Jaz sem res včasih mislil, ne, da sem res med norimi, ampak zdaj vidim, da nekako
najbolj preprosto, samo kroge moraš menjati, da nisi skozi v isto Bom rekla smer. tako, mogoče je to tudi za psiho dobro. Kar gre, ne? Tako. Ljudje pridejo, Mislim, preizkušaš samega sebe. ampak ti si mi malce lagala, ne, takrat, ko sva tekla. Mislim, da si ene 30 km bila kar tako malo v dvomih, ali bo tvoje telo zdržalo, mislim, poškodba, ne? Tako. Ampak to si mi povedala potem, ki jih je bilo že 100 km, ne? Tako. Pa še nekaj se jaz spomnim, no? No, se kaj pove, ja. Takrat je bilo tako, mišica je že bila zaceljena, sicer sem pri teku še čutila, da me boli, nekako me je bilo strah, da se ne bi slučajno zaradi pač velikih kilometrov, ker takrat sploh nisem imela časa za nabirati kilometre zunaj, sem se pol bala, da bi se mi ponovilo. Bolelo me je, čutila sem, nisem pa hotela pač povedati, ker sem želela pač Da neki se veliko cilj. nisva govorila, ne? Ne, bila sva tiho, ker pač veva, kaj pomeni govorjenje med tekom. Že poslušanje, ne? Tako. Ti jemlje energijo, da nekoga poslušaš, ki ti čeblja, ne? Ja, to sem je pa- doživela. To je pa bilo, ne, zelo lepo dekle je prišlo s tabo tekat, ne? V bistvu ja, ona je pol prišla, Aha, se nama in pridružila. čebljala, ne? Tako. Zelo prijazna. V redu, mislim, Jaz sem pa prijazna videl, zelo. da ti jemlje energijo. In si jo sem ti opozoril. pomagal, ne? Sem jo opozoril, In si če jo gre lahko opozoril. malce naprej, Tako. ali pa nazaj, ne? Ali pa naj bo tiho. In je šla, ne? Tako. Je pa res, da takrat delaš na drugih frekvencah, ne? Včasih kaj rečeš, kar sicer ne bi, ne? Res je, bom rekla pa tako, midva sva tudi bila že takrat utrujena, mislim, da sva že imela kar nekaj krepko, čez 50 km, če se ne motim. Mislim, da ja. Po noči tudi mislim, da nisva ravno mogla spati, no. Ne. Ne, po takem teku se Ne, spi. ne, se ne da spati. Malce adrenalin, Potem malce, že same jaz vem, da sem kar priprave. nekaj Coca-Cole spil, ne? Meni kar pomaga, no. Meni pa pivo pomaga, ker sem med tekom klicala domov mami, če mi prinese pivo, Aha. pač za energijo. Sej sta mi ga prinesla starša pol, ampak sem jim pol nakrulila, ker sta prišla, kje sta hodila toliko časa. Ampak še nekaj je zanimivo, ne? Seveda 10 km odletiš, pa potem mogoče na hitro masaža, pa kar en parkrat sva zavila v WC, ne? To se pa dogaja na teh. Kaj, je to zaradi tega, ker adrenalina od tega pričakovanja ali tudi od zaužitja vode, tekočine toliko več takrat? Po mojem, da od same, bom rekla, zmešnjave v želodcu hrane in pijače, malo potem tudi živci, tako da vse je Je pripomoglo. potrebno potem Tako. opraviti tisto, kar še cesar Sicer je opravi, ne? naju kar kmalu začelo. Ja, kar. Ampak gre, ne? Tako. Gre. In kaj ti pomenijo takšni humanitarni teki? To je verjetno čisto nekaj drugega, kot če se ti odločiš, recimo bom tekla iz Ljubljane do Bleda, ne? Tu pri humanitarnosti, ko veš, da je en cilj, zakaj tečeš, nekako lažje tečeš, ne? Meni humanitarni tek pomeni, jaz ga v bistvu tečem zato, ker že rada pomagam drugim, če le lahko. Mi pa tudi to pomeni, da vem, da bom za nekoga nekaj dobrega naredila. No, se marsikdo sprašuje, tekli ste tam po štadionu, kako pa potem pride se do denarja, ne? Jim lahko poveva, kako, ne? Lahko. No, kako? V bistvu na tek lahko pride pač vsak, ne vem, odteče, pač prehodi z nama ali sam, kakorkoli želi. Naredi kakorkoli pač krogov želi okoli štadiona, s tem tudi prispeva kakšen evro. In Tam na blagajni, ne? Tako, in vsak Dopiše. prispevani evro gre potem namenjenemu pač bolnemu otroku. Za pač kateremu? katerokoli bolezen smo se letos odločili. No, letos bomo tekli seveda bo 10. zasavski humanitarni tek in ker je 10. bova tekla za vsakega 1 uro, torej 10 ur. Upam, da bova zmogla. Če ne, oba skupaj
vsaj eden od naju, pa verjetno se nama bo pridružil tudi Mitja Duh. In vmes upam, da bo čim več ljudi prišlo, če bodo razmere 7. maja epidemiološke takšne, da bodo lahko ljudje prišli. Bo pa letos novost tudi, da bodo lahko že mesec prej ljudje preko SMS sporočil prispevali po 5 evrov. In tekli bomo pa za 10 oseb, ki imajo cerebralno paralizo. Kaj pa ti veš o cerebralni paralizi, recimo tako kot medicinska sestra? Nekaj so zelo različni. Bom rekla tako, ljudje s cerebralno paralizo so zelo omejeni, bom rekla. Tudi odvisno je, ne vem, od družinskih razmer. Ponavadi družinske razmere pri tako bolnih otrocih niso v redu. Bom rekla tudi, potrebno je vlaganje veliko več časa v takšne, v bistvu potrebujejo pomoč, več nege, bom rekla, pomoč, 24 ur v bistvu potrebujejo nekoga ob sebi. Nekateri so na vozičkih, omejujejo gibanje, bom rekla, nekateri težko tako, govorijo. nekateri ne morejo hoditi, nekateri ne morejo govoriti, pač vsi med sabo so si različni. In jaz upam, da bomo zbrali čim več denarja, nekaj ga že je, mislim, da okoli 1000 evrov, ker bi morali lansko leto to organizirati, pa zaradi koronavirusa nismo. Upam, da bo še nekaj tisočakov padlo in potem se bo to sorazmerno razdelilo na 10 oseb. Ne vem, da jim vsaj malce olajšamo življenje. Mogoče 500 evrov za vsakega, in Tako. si bo mogoče lahko privoščil kakšen krajši oddih v kakšnih toplicah, kar jim zelo koristi. No, tekli bomo pa, to bodo z Miha Šoštar, Uroš Koščak, Teja Repovž, Sebastian Šafner, Anže Zorman, Liza Lavre, Adriana Kovačič, Emina Hodžič, Aida Jašarevič in Tatjana Lavrič. Za vseh teh 10 oseb bomo poskušali priteči kar največ denarja. Zdaj, lani bi se nam pridružil kot častni pokrovitelj tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Spet smo mu poslali povabilo, jaz upam, da bo našel čas in prišel. Kaj praviš, če pride, bo zdržal 10 ur teka z nama? Vse v glavi potem že. No, to veliko krat slišimo, rečejo vse v glavi. Zdaj, Tako. Sabina, zdaj pa čisto pošteno povej. Je res pri ultramaratonih bolj odvisno od glave ali brez kilometrov pač ne gre, ne? Ne, je odvisno od glave. Je? Je. Včasih telo bi, pa glava noče. Tudi to sem sama že doživela, ampak na koncu je šlo. Ampak koliko letno ti pretečeš? Če si zdrava, če nisi na operaciji, ne? Če ni poškodb, bom rekla, tekaških poškodb ali česarkoli drugega, jih naredim po 5500 kilometrov, samo tekaških. No, jaz jih bistveno manj, 2000 maksimalno, ampak ti povem, če bi jih samo 500 letno, je bilo lahko še premalo. takšna glava, 100 kilometrov ne bi šlo. Ne, je pa premalo v bistvu. Je pa premalo, ne? Za dolge teke je potrebno imeti, rekla, voljo, vzdržljivost, vztrajnost. Čeprav vmes pride tudi kakšna kriza, ne, vedno pride kakšna kriza, vmes pri 108 km, ko sva tekla, je pa pri meni prišlo tudi, da sem kar naenkrat postal hiter, ne? Tako je, res je. In kaj si rekla? Če lahko pač malo počasniš, no, ker To podzavestno pride, ne? podzavestno Gre in pride, greš. ne da jaz ne bi zmogla pač teči tvoj tempo, sva se seveda uskladila, mislim, celih 108 Čeprav si kilometrov. se ti kot boljša meni prilagodila, ne? Na moj počasni tempo. Ampak pač nekako se človek bolj zamisli, mogoče je bil tudi malo glasba in v ritmu glasbe, mogoče v tistem trenutku, ko je nečakinja, vnukinja, ko je vnukinja začela peti, mogoče v tistem trenutku, da si malo pospešil, ja. Kot da Red Bull, so zrasla krila, Dala ne? ti je, bom rekla, neko dodatno energijo. A tebi to kaj pomaga, če vem, da je vmes tudi tisti dolgočasni čas, ko ni na štadionu skoraj da nobenega, ne?
ti je lepše, ko je množica ljudi, ko čutiš, da so tam? Zjutraj, ko sva še frišna, bom rekla, bi si želela, da je še kdo zraven. Potem, ko sva že imela kar nekaj kilometrov zraven, že kar nekaj kilometrov, pač rečemo od 40 naprej, si človek zaželi tudi trenutek, da bi bil sam in trenutek tišine. Potem je pa spet fajn, ne, da ti da kdo malo spodbude. Potem proti koncu, ko sva šla, mi je bilo v bistvu kar še najbolj všeč in bi jaz v bistvu takrat še kar tekla. Si kje že pogledala, kakšno vreme bo takrat 7. maja? Ne, Ne. ker me tudi ne zanima, ker jaz Ne? tečem Kaj vseh pa? vremenskih razmerah. Ja, in jaz imam rad toplo vreme, imam rad sonce, seveda ne, tam v tistem amfiteatru, da je to pa bom jaz 30-40 odtekla stopinj. ponoči. Ja, kaj imaš ti rajši, da je bolj hladno? Bolj hladno, ja. Ja, mene zebe med tekom velikokrat, ne? Tebe ne, ne? Ne. Zakaj ne zebe? Živci. Živci? A res, zanimivo. Nisi ogret. Ampak vedno me zebe pri tekih, ne? Mora biti res že temperatura zelo Ne, visoka, mene da mi nikoli je toplo. mene je v bistvu bolj vroče. Meni je že zdaj, jaz bi že zdaj šla, ne vem, jaz dolgo časa, tako nekako do januarja sem zunaj v kratkih hlačah. Aha. Tam nekako do -3, -5 največ. Tečeš Sem v pa do kratkih kakšne hlačah. temperature minusa, da greš? Grem Jaz vedno. do -10 grem, Ne, no. v vsakih vremenskih razmerah, pa ni važno, če je zunaj -15 Pa grem. tudi če prekle padajo, ne? Ja, No, pa sem jaz malo boljši, ne? Jaz ne grem. tako. Ja. No, zdaj sta povedala, za koga tečeva, zdaj pa prav, da tudi poveva, kdo so soorganizatorji, torej tek soorganizirava midva, ne, skupaj z Društvom prijateljev mladine Trbovlje, pa z Mitjem Duhom, Laura Izgoršek je pri DPM Trbovlje, potem nam pomaga Zavod za šport Trbovlje, ki nam da na voljo igrišče, ne, da je atletsko stezo, pa staro infrastrukturo, potem trgovina lopari.si, sladoledni butik Kisovec, ki vsako leto zbira potem prostovoljne prispevke za ta tek, potem Zoran Drnovšek Raketke z podarjenimi prehranskimi dopolnili Rens. Tudi letos sem danes z njim govoril in bo prispeval 10 teh prehranskih dopolnil za tiste, ki bodo to želeli imeti, torej osebe s cerebralno paralizo ali pa kdo drug. Potem Rdeči križ Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, pa še kdo se bo našel. Rekla si, da rada tudi fotografiraš, ne? Se to potem pa lahko občudujemo na tvojem Facebook profilu, ne? Res je. Sončne zahode, ali pa vzhode imaš najrajši, ne? Bom rekla tako, jaz rada fotografiram sončne vzhode, zahode. Sem samouk, sem se tudi vpisala tečaj fotografiranja, katerega sem tudi končala. Torej ne slikaš z mobitelom? Ne, vse s fotoaparatom. S kakšnim? Nikon D7500, tudi potem objektive pač vmes menjujem. Torej vse to vleče s sabo na pohode. V bistvu, ko grem na Triglav, bom rekla, je največ te opreme. Sicer tudi za obleči, poletje pa največ pač fotografske opreme, tudi stojalo med enim. Pač ja, vsi me vprašajo, ti to pol s sabo vlečeš. Pač ja. Pa ti greš tudi... Pa ne zato, da bi lahko tudi s telefonom, saj danes so pač tudi telefoni, ki delajo zelo dobre slike, ampak ne vem, jaz sem se nekako našla. Če pa hočeš še kakšen dodatek, je pa pol fotoaparat tisti, no. Sabina, je sploh kakšen mesec v letu, ko ti recimo še nisi stala na Triglavu? Ali so to bolj poletni meseci, ko greš na Triglav? Ne, jaz sem v bistvu tudi zimski vzponi so, sicer letos še nisem bila, pač bom rekla tako. Saj letos so nam bile tako meje bolj kot ne zaprte, ne? Zdaj so odprte spet, ne? Jaz sem tudi pretrigla. Ampak imam babico na Gorenjskem, tako da obisk starih staršev na Gorenjskem je bil dovoljen. Vmes sem pa pač izkoristila in kam skočila na kakšen sončni zahod. Letos pa še nisem bila na Triglavu. Ja, pa zaradi zdaj, ko pač te razmer. slišimo tudi hude nesreče, tudi teh vrhunskih alpinistov, Tako. tudi v našem visokogorju,
Ti ni nič potem strah, verjamem pa, da je staršev strah, ne? Ja, staršev Za je Sabino. strah, velikokrat tudi ne povem pač, kaj sem naredila. Sem pa letos šla prvič probat ledno plezanje. Plezanje po slapu pač. Imaš vso to opremo? Ja, To je s tistimi... cepin pa dereze, tako. Dereze in kako pač to gre? varovanje. Ni nič straha vmes, da se to kaj prelomi? V bistvu ja, ko cepin udariš pač v ledene, moraš najprej probati, če je stabilno, a ne, če zdrži. Ker se v bistvu dobesedno obesiš na cepin, a ne, v In bistvu, nisi in nič drži privezan? tvojo. Si, je naveza. obvezno mora biti varovanje. So pa tako, tudi ja. tisti prosto, ne? To pa ne greš ti, ne? Ne, prosto pa jaz ne grem. Aha. Torej je naveza. Ja, ja. Si upam veliko, no, tako da, ampak kaj takšnega pa ne bi šla. Sem šla pa lansko leto v tandemu skočiti z letala. A še to? To mami ni vedela, no zdaj ve. In? Um, Je trd pristanek, kako je to? Ne, v bistvu se odpre padalo, tako da pol v bistvu kakor s padalom, da letiš. Sam prvih, ne vem, 40-30 sekund je prostega pada brez... Kje pa je bilo to? Ivančna Gorica, Stične. Je lepa od zgoraj, jaz od spodaj jo poznam, no. Zelo lepa. Zelo lepa, Bi še ne? ponovila. Še ponovila, ne. Sam to tudi mami ni slišala zdaj, ne? Da boš ponovila. Pa mogoče tudi ne bo Zdaj že slišala. ve, ne, kako je bilo. Zdaj ja. že ve, tako da... Je še kakšen drug tak adrenalinski šport, ki... Šla bi sem ga še? potem še, šla sem še most na Soči, sem šla z mosta skočiti. Ne v vodo, ampak tisti... Pač bungee jumping, ja. Aha. Tudi zato ni vedela. Kako pa je to? Nisem še preizkusil. Nič, preprosto, prevezan si za noge, stojiš na mostu gor, kot da bi pač delal samomor. In vmes Stojiš na razmišljaš, mostu gor. kaj če se bo preveč raztegnilo? Ne, v bistvu vse te vprašajo, koliko imaš kil, tako da pol na tvojo v bistvu kilažo določijo, koliko greš lahko. Mami tudi sicer takrat zato ni vedela, pol je sicer izvedela, sem ji povedala, ampak dandanes, bom rekla, jo ne preseneča pač nič več. Ker Nič se je že več, ne. navadila, ne. Edino, ko grem na Triglav, ji pa povem, no, pač, da sem šla na Smučaš Triglav. pa? Ne, edini šport, ki ga pa ne počnem, Je pa smučanje. zaenkrat še smučanje. Kaj pa plavanje? Si kje razmišljala? Triatlon, zdaj kolesariš, tečeš, ne? Plavanje, je še zraven. Tudi to, o tem sem razmišljala, ampak časovno pa Služba in vse ne gre, ne? ne gre. Časovno se mi pa res ne izide to vse. Bi pa probala, ampak sem pa lansko leto prekolesarila diagonalo Slovenije, 350 kilometrov. To je bila ena nova izkušnja, bom rekla, s kolesom, v nočnem času, tako da je bilo tudi super. Sabina, kaj je najrajši od teh športov delaš? Bi se lahko odločila, je to tek, je to kolesarjenje, je to planinarjenje? Ne morem se odločiti za en šport, tako da jaz tudi zdajle komaj čakam, da mi da končava, da greva Aha. svoj kilometer narediti. No, midva se že kar nekaj časa dogovarjava za en tek, zdaj na vrsti so zdaj Izlake, ne, tam, kjer jaz živim, jaz imam eno luštno progo, ampak kar nekako ne prideva skupaj. Mislim, da je tam okrog 20 kilometrov bo dovolj za naju, bo, ne? Zame vem, da bo, ne? Če jaz pridem utrujena, bo tudi zame dovolj. Nekaj je vzponov, no. Tako. Nimaš pa to rada, bo ne? dovolj. Ti si raje bolj ravninska. Če tečem, imam raje ravnino. Aha. Če Kaj? ho- Greš rajši potem po hribu navzdol ali po hribu navzgor? Pri teku, Ja, navzdol. navzdol. No, evo, tukaj smo si pa tudi različna, ne? Tako. Jaz grem pa raje na hrib, ker so že malce poškodbe in navzdol je bolj obremenjujoče. Res je pač za kolena, ja. Ja, in tudi že za kaj drugega, ne? Ja. Obutev si pa izbiraš takšno, da ti nohti ne grejo dol, ne? Še nisem tega doživela. Tako Ne, da, imaš večjo
številko dve? Ja, vedno. Tekaške čevlje, copate imam vedno večjo številko. Koliko? Številko pa pol? Dve? Ne, pol številke mi je čisto zadosti. No, jaz pa skoraj Nekateri dve. rečejo številko ali dve številke, jaz pač mi zadostuje pol številke in je. No, jaz sem se tega držal na prvih 50-ki in sem to drago plačal z 9 nohti. Vse gre počasi dol, ne. Tako da zdaj imam dve številki večje in gre mogoče samo eden, ne. Ne, pri meni pa ne. Tudi žuljevni, bom rekla. No, to pa tudi jaz ne. Je pa zelo pomembno obutev. Tako. Ne toliko o ceni kot o počutju, ne. Moraš sam ugotoviti, da te ahilova tetiva ne boli Jaz sem in tako spremenila naprej. kar nekaj obutve tekaške. Ne vem, imela sem prej Mizuno in sem kar pogosto, bom rekla, stopalnica je bila kar pogosti pojav, bom rekla. Potem se mi je pač ta stegenska mišica pojavila. Sedaj, odkar tečem v Hoka One One, nisem imela poškodbe. Upam, da tudi ne bo. No, upam, da tem vsaj do ostane. 7. maja ne bo nobene, ne. Upam, da Pa celo ne rečem leto. potem so pa lahko Ne. Tudi celo leto upam, celo da ne. leto, da bova lahko tam, upam, da tudi skupaj z Mitjem Duhom, da bomo 10 ur odtekli, pa zbrali čim več denarja. Sabina, zagotovo nisva vsega povedala, kar bi se dalo še povedati, ampak prej si mi malce namignila, da je že čas, da zaključimo, ker bi rada šla še malce leteti, ampak saj ti tudi po temi rada letiš, ne? Tudi da- po 9 uri. Aha, no zdaj še ne? Tudi. Tudi? Okej, danes sicer ne bom šla po 9 uri, ampak če sem v službi in pač pridem iz službe, pač ne vem, če delam celodnevno, pač ob vikendih, Nekaj, ne? se pač zavleče tudi po 9 uri. Človek stori tudi kakšen greh, ne? V bistvu ga vsi. Ja, hvala ti, Sabina. Enako. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.